Pokrovitelj oddaje, Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakom. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimivo in pestro življenje našega tokratnega sogovornika, čebelarja, dramskega igralca Jožeta Pikla. Srečno. Srečno, živijo. Ne vem, zakaj smo rekel dramski, smo bolj po čebelarski liniji, po dramski. Ja, čeprav vas jaz poznam tudi po tej liniji, ampak do tega še prideva, pa bova mogoče najprej začela z vašimi koreninami. Življenje očeta in matere vaše je še kako zanimivo. Res je. Ja, mama imela doma v Gamberg. V Gamberg, to se pravi Čemšeniška fara, oče pa tudi iz Ržiš, to so bili kočari. Jaz sicer po mamini strani so žlahto dobro poznam, po očetovi strani pa slabo, zato ker je njegov oče je šel, jaz ne vem, 2000 ali 1000 tam nek pred prvo svetovno že v Nemčijo delati, ne, pa je pustil doma familijo, tako da so otroci šli po malo služiti, ampak ja, tako da ni glih po očetovi strani, poznal sem dva brata njegova, pa sestro, ampak teh korenin tudi ni nekaj razglabljal. Oče je pa že prej tudi si sam ustvaril družino, preden je ustvaril družino. Ja, oče je pa, to je bilo po vojski, po prvi svetovni ni bilo dela, baje, ne? In so šli, veliko Zagorjanov je šlo v Srbijo, v rudnik delati in tudi oče je šel. Oče je šel pol 24 leta v Srbijo, se pravi 4-letnik je bil, 20 let star. Je šel v Srbijo v rudnik in je dol delal. Normalno, tudi njegov brat je bil dol, sestra, to so šli kompletno, so se zmenili, ne. Si je dol ustvaril družino? Ja, dol se je poročil oče, imamo 2,5 sestre, ne. In je oče prišel malo pred drugo svetovno, malo so že se je govorili, da bo vojna in je prišel nazaj v Slovenijo, ne, na Lokeh, Hribari. Tudi njegova žena in... Žena, z obem dve hčerke imamo. In je, oče je bil, takoj, tudi se je pa dobil kšeft in on je bil v rudnik zaposlen, ona je bila doma. No, njegova žena je pa nesrečno končala potem, je bila znova noseča. Tako je. In na porodu je umrla. Ja, 42 leta je ona na Trbovljah na porodu umrla. In oče je, so bile čudne okoliščine, tako da je neki ropotov tam po Trbovljah, tako da bi ga malo zaprli, tako da je pobegnil. Doma so mu že naprot prišli povedati, da ga že čakajo, ne? Tako da je oče bil pol tudi naprej, šel partizane, saj ni drugam ni mogel, ne. No, zgodba mame, vaše mame je pa tudi žalostna. Ja. Ona je pa dobršen del vojne preživela v Auschwitzu. Točno. V Gamberg so imeli pa gostilno. In mama je bila še Ledik in Frej. Z očetom so se pa v otroških let poznala, ne, iz Čemšeniške fare. On je pa sicer šel, ne, v Srbijo, ampak tako, da sta se že kot otroka poznala. Kako pa to, da je bila internirana v Auschwitz? Veš, to so zgodbe žalostne. Mama je, gostilno so imeli, gor so prišli od Nemcev do partizanov, do kurirjev, do kaj te vem, to je zgodovina. V glavnem, enkrat je prišel menda en bataljon, da so se najedli, pa to vem, da je še mama zmeri pravila, da sta s ženim možem sta 2 ure vlačila veje skozi dol po rovih, ki je bil sneh, ne, da bi sledi zabrisala, ampak je vse eden izdal. Tlele je celo, imam spomini, prav poimensko, da je bil eden iz Trbovlj, ne, ki je izdal precej. Kjerkoli so bili partizani, pri kateri kmetiji so tudi precej požgali, pa to račun je bilo 42, ne. Janez Žagar, ne, iz Trbovlj, ne. In je šla v Celjski Piskar, iz tam v Maribor
iz Maribora, pa je bila obsojena na smrt, ampak je prišel velik komandant ali koga, tako da v glavnem, da je bila transportirana za Auschwitz. Auschwitz je pa potem do konca pričakala? Do kraja, do 45. Je prišla nazaj. S sabo je prinesla verjetno bistveno manj kilogramov, telesne teže. Mama v tele piše, sem glih prebral to, 36 kg imela. 36 kg in to srebrna žlica. Tole pa je spomin, to je dala pa ena Polakinja, Polaki so imeli sabi, vse so jim vse pobrali, ampak dobila je to nekako vodar in to žlico je jedla 3 leta. Verjetno tisto borno hrano. Enkrat na dan so imeli, čutrce pa. Mama tudi ni veliko, jaz kar sem slišal, ko so prišle sotrpinke, so se pogovarjale, da sem se jaz kaj zamaknil, da sem poslušal, drugače pa ona ni v tem veliko, ne vem, ni. Je bilo pa hudo? Ja, veš, da je bilo hudo, sam tega se je umikala, da ne bi nas obremenovala s tem, ne, to so. Po vojni se pa oče vaš oglasil? Ja, po vojni pa upoznala sta se, mama je bila še letek, oče je bil od 42. vdov in sta se 46. Ja, in tu je še pismo, zanimivo pismo, ki so ga igralci gledališke skupine Prosvetnega društva Čemšenik napisali nekako v slovo iz samskega stanu v zakonski stan, to je bilo 23.6.46 leta. Do takrat je pa igrala. Mama celo mladost, mislim, skozi je bila pri Čemšeniški, tej dramski. Tudi če pol, ki je prišla na Izlake, še bila parkrat z Izlaškom, ta stara partija. Pa lepo je pela, ne? Rada je pela. Torej, po mami imate ljubezen do glasbe, ljubezen do gledališke igre, po očetu pa, kot bova slišala potem v nadaljevanju, do čebel. Točno tako. No, vi ste potem prišli na svet 47. marca. Vse se steče. Pred kratkim ste imeli rojstni dan. Tako je. In zanimivost, na isti dan ima rojstni dan tudi... Ja, Markotova vnukinja, moja vnukinja, Markotova sinova hčer, 2. marca imamo skupaj. Prvošolka. Prvošolka. Ki nama je prej tako lepo zapela. Tako. Eno slovensko pesem, v Mamicah. Mami, ja. Rada poje. Rada poje. No, vi niste bili edini otrok potem? Trije smo. Trije ste preživeli, Smo preživeli, tako ja, 2 brata. Tretji brat je tam, ne vem, 49 leta, je umrl, 6 mesecev star. Pljučnica. Pa je pa še sestra, 52-letnica. Tako da smo 3. Imate pa tudi povezave, kontakte? Ja, ena sestra živi v Švici že, ne vem, poznal sem jo, ker je ena sestra je z nami živela na Izlakih, ki je oče naredil 49-50 leta hišo. Prej bil pa tu? Prej je bilo tle gmajno. Oče je stanoval na Lokih, pri Hribarju so stanovali. Odnosno, ko se je poročil, smo v Gornjih Izlakih stanovali. Pri Prašnikarji, tam je bila sestra, mamna sestra in smo bili tukaj, da je oče naredil hišo in pa smo 49 leta se preselili sem. In ena pol sestra je bila še par let še znam, pa je pa nekako spoznala nekega fanta in so skupaj sta odšla v Švico in še zdaj sta v Švici. Druga pol sestra je pa na Lokih. Imela Grobojškova, ja. Milana pokojnega, ja. Tako. In kako je bilo, kdaj se je začel vaš oče ukvarjati z čebelarstvom? Ja, moj oče je že kot otrok, ki je služil po kmetih, včasih me je pa vsakem kmeti čebele, tako da je že ni bil čist bos, ki je pa na Izlakih je pa bil en star čebelnak, tle pri Prašnikarji in je oče pa po vojski začel čebelart, tako da jaz se ne morem spomniti tega, ampak odkar ga poznam, smo imeli čebele. In tudi doma med. In ste že odkar pomnite zase, si na kruh namažete med zjutraj? Ja, to je bilo vse, veš, kako je bilo včasih. Mama ni nikjer delala, mama je bila gospodinja, imeli smo
Prešiča, zajce, kozo. Enega zase, enega za... Enega pa za prodajo, da je bil za koline, ne, so rekli. Ja, pa met, ne, se to, met nikoli mama zaklepala, ne, v špajzi. Smetana je bila pa zaklejena. A mislite, da mladi še vedo, kaj pomeni beseda špajz? Ne vem, tle v Zasavi, da bi mogli vedeti v Zasavi. To je imela vsaka hiša včasih, ne, s hrambo. Ja, špajz s hrambo, ja. Tak mali prostor s policami. Ja, na to sred hiše je bil, pa je bil zmeri pod ključem. Aha, ja, se je bilo kar jaz nisem bil nikoli lačen, da bi bil lačen, ampak da bi pa, ne vem, razpolagali, da bi jaz tako, kar danes čokolada pomaranča, kaj te vem, za veliko noč sem jaz pomarančo videl. No in tu blizu vas so tudi Medijske Toplice, se kaj spomnite tistih svojih otroških, mladostniških let? Sigurno, Toplice so bile pa, ne vem, jaz sploh ne vem, kdaj sem se naučil plavati. Včasih so rekli Zagorjani, Izlačani morajo znati plavati. Res pa je, da smo imeli soseda tle dol, ki je mu en prosinc se je pisal, je bil upravnik bazena in mi Izlačani smo v petkih, sobotih, ki je voda ven spustil bazen, spucali z ribal in jaz nisem v življenju bazena plačal. To smo imeli. Mi, ki Sočani, smo pa šli včasih čez ograjo. Ja, pa jim je pa pobral obleke pa cote gor po grmoji. Tudi to je bilo res. To je bilo res, ja. Imate lepe spomine na Medijske Toplice? Lepe, jaz. Vam je kaj žal zdaj, ki jih pogledate takole dol iz hiše? Žalostno. Jaz se spomnim, ko so delali na nov te Toplice, snijemo še kamero, imam nekano kaseto, Igor, je vse posnet, pa nisem pol jaz to naprej, ampak bi bilo treba skup spraviti računi. Vse so bile praktično nove Toplice. Pa je šlo vse. In katere so bile vam bolj všeč, tiste takrat iz vaše mladosti? Stare Toplice, s ta starim bazenom, ne? Ribiški se je reklo, ne? Ja, sta bila še samo dva bazena, ta male dva, ne? Ta male dva, potem ta veliki, ne? Ampak najbolj interesantno je bil pa natar v izviri. Ampak tistega smo pol se malo hodili. Pokrit, ja. Tisti je bil skrit natar, ne? Ampak je bilo, smo napravili elektriko in je bilo to bi bila še danes atrakcija, ne? Do izvira. Ste mogoče tudi vi bili eden tistih, ki je skakal iz kupole v ta mali bazen na glavo? Ne, jaz sem pa občudoval Izlačane, ki so skakali. Ne vem, meni je mama, a me je prestrašila, rekla pa je, da so nemški vojaki ali enke so bili, da je en spodrsl in da se je čisto razletel dol in nekako s njemu skozi strah, ne? Ker si šel gor, da ti od nog tekli, je bilo mokro. Pa še mislim, da je mama lahko čez okno pogledala, pa vas je videla, kaj špičite na bazenu. O, Marija. Ne boš verjel, Igor, je rekla spomlad, ko je bilo za preštihati njivo, ne? Pa je rekla, tole preštihita, pa so ta šla pa kopati. Pa so tiste lopate zapikla, ata je bil v kšefti, ne? Na šihti, mi dva pa črta, pa v bazen. Je bila opolne ura, pa je bilo žihar 1000 ljudi, pa ki je mama zažvižgala, mi dva sva poznala mamin žvižg. Pa je rekel, brat, bova zvečer glih tuk tepe, da kukaj če greva zdala, pa so se do večera kupala. Ja, potem zvečer je pa bilo, ne, porcija? Ja, no, porcija, mama, vse veš, kako da. Maj za všese za ta sladke. Maj za všese, pa zažugala bo mato povedala, pa drug dan pa niso šla, ne, ampak ni problema. Je bila kazen, ne? Ja. No, v šolo ste pa hodili 4 leta na Izlake. 4 leta na Izlake, tada je bilo tako, 4 leta na Izlake, pa 4 leta v Zagori. Zdaj so rekli še nižja gimnazija. Ja, tako da imate nižjo gimnazijo? Ja, nimam nižje gimnazije, 8 letko, ampak sem šel jaz čez 2 let, je bilo že pol na Izlakih, ne 8 letka, ampak smo mi dokončali v Zagori. Se vam je fajn zdelo hoditi v Toplice, v šolo? Ja, veš kako je, če bi... Ja, seveda, če bi z avtobusom, saj že vozil tudi avtobus, sam... Jaz bi rad s kolesom hodil, ne, oče je mu pa kolo za sebe, za našiht, ne. Tako da, maj kdaj, da mi je dal kolo, ne, bal se za njega, ne, ker Knapovc je 2krat vozil, kako, ne vem, jaz... Šolski pa tudi? Ne, kakvi šolski, to je bil redni avtobus, ne, da smo hodili.
Fajn je bilo. Potem po tem osnovnem šolanju, po nižji gimnaziji, ste šli pa potem za kovinarja se izučiti? To sem šel pa Java kovinarsko Je šolo. bilo to želja domačih, tudi vaša? Ni, moja želja je bila druga. Jaz sem bil, tudi je veš, mama je pa izvedela, jaz sem se v pomorsko šolo upisal. Čistko mama, nič mimo mame. Sam pa sem pa jaz zbolel na nosi, sem imel neke polipe in sem mogel iti v bolnico. Tako da sem jaz zamudil dol tist. Oni so pa pošto poslali, ne? Pa je mama to dobila? Pa je mama to dobila, pa je šla kar sama na keramiko. Da sem se pol zučil za... Sama je šla na keramiko in rekla... Zrihtala, da sem dobil vajeniško, ne? Kaj pa je rekla to, ko ste se sami prijavili na pomorsko? Nič, jaz sem bil tudi Bolnic? v bolnici, pa ni upala nič reči. Se je bala za vas? Ja, no, da pa računi. To je bila tista otroška filozofija, ne? Zakaj pa vas je tako vleklo pomorsko, da boste videli? Ne vem, bral sem, jaz Žil Verna, vse sem to bral. To so fantazije otroške, ja. Pa vam je bilo kdaj potem žal? Nikoli na svet. No, kovinar ste postali? Jaz sem delal praktičen, 3 let sem se učil. Potem vojska? Najeti, vojsko. Kje pa? Po tih. In rekel, Laza, boš šel, kaj kindo, so sam Slovenci. Nobenega nisem srečal. Potem se niste Slovenci grupirali? Da, ni bilo tistega. No, se ni bilo problema, jaz njemu hiter komarato dost. So bili Slovenci, sam z našega konca nobenega, bilo on par iz Bovca, eden iz Brežc, sam sinucu, par mesecev, da smo se najedli pa. Kolikokrat ste bili pa doma? Mogoče enkrat? Enkrat sem šel. Je bilo težko nazaj? Težko. Saj veš, kako je. Tako je, ne? Tako je. Kdor je dal to skozi, ve. Ja, se je bila, jaz pravim danes, se je bila lepa vojašna, ne? Kdo je bilo zajet, vesel sem bil, da smo prišli, ampak danes bi pa marsikaj nucala. Malo vzgoje? Da se navač reda, pa da si malo samostojen, ne? Da nisi Pa ste se navadili reda? Je to potem še lucalo doma, da ste znali potem lepo postilati svojo posteljo? A tiste pa še zdaj postilam. A še vedno? Ne, da bi šel tako na ivico, ki je bilo tady, ampak to, kde pregrinem, da napstim ko poh, to pa... Pa da na okaz vse obugate, ne? Tist pa ne. Tist pa ne, ne? Tist pa ne, ampak kar se tiče, pravijo, komanda mora imeti tudi če slaba, ne? Ja. Neki se pa naučil bogat, pa reda, pa ne. No, delali ste pa potem v Etiju. Na Etiju sem se pol zaposlil. Na keramik. Do penzije. Do penzije. Zdaj bolj menjajo, ne? Kako misliš? Poklice oziroma službe. Veš, kako je? Je bilo takrat bolj varna? Ne to, ampak pa je prišel tisto usmerjeno izobraževanje, pa ne vem, teh poklicov praktično ni. Kovinarske šole ni več v Zagorju. Prej je bila elektro, pa kovinarska šola, veš, ko se je to zaučili. Kovač, šlosar, drejer, frezar, bognar, kaj ti ve. Ja, službo so pa tudi vsi dobili, ne? Normalno, vse, dokler je bil rudnik, tle sem videl, kaj je bilo. Kšefta je bilo dost, ne? Zdaj pa tudi, če bi odprli kakšno fabriko z kadrom. Zdaj pa posod na vseh plakatih iščejo kovinarji ali pa poklicne, ne? Zdaj so pa bolj magistri, doktori znanosti in tako naprej. To tudi meni rekli, v šolo 5 let ne bo treba delati. Delati boš 20 mogel, ne? Ja, tudi če imaš zelo visoko šolo. Točno tako. Mogoče še malce bolj odgovorno delo. Da je včasih boljše 8 ur nekje v službi oddelati, pa potem 16 ur uživati. No, uživati. Doma. Doma, tako je. Brez skrbi, kaj čaka drugi dan. 100%. No, se kšeft je kšeft, ne. No, ves čas ste bili pa tudi kulturno aktivni. Dejal sem že, da ste kar precej vlog odigrali v ljubiteljskem. Ja, kadarkoli so rekli, da sem bil pa vseh zraven. Elektroelemente, kako so? Ja, elektroelement je bilo, ne, na izlakah. Jaz sicer na izlakih smo elektroelement, bi rekel, da se je kulturno društvo ustanovil, da se je preimenoval v elektroelement, je bil 64 leta, ko smo ustanovili zbor. To je bil tak entuzijast Rozina, Tone, pa Razputnik, pa Kramar, ostane. To so bili taki entuzijasti, bi rekel, da smo zbor skup spravili, Kojnik, bivši direktor firme, ne.
to je pa obvezen, da bo zbor nosil ime, tada je bilo elektroporcelana, mislim, da je bil, ne? In pa se je kulturno društvo poimenoval še danes je elektroporcelan, ne? Kakšne vloge so pa vam bile, recimo v tem dramski ekipi najbolj pisane? Komedije? Mislim, da sem zmeraj komedije igral, tudi v dramih sem ga berača špičil ali pa ga karjavla, tako da je bilo bolj mi pisan na kožo komedija, kakor drame nisem, ljubimca nisem nikoli igral. Se spomnite, koliko vlog ste se morali naučiti? Po pravici povem, da ne vem, nisem to štel. Vem pa, da sem bil ta prva režiserka, je bila pokojna Farjančič Stana. Potem je bil pokoren Lojza iz Mlinš. Potem je bil en Zagorjan, Miklič, se je pisal, postaje je bil doma. Potem je prišel pa Rozine Totune, ta je bil pa polne 20 let. No, zdaj imamo pa že 20 let Kranjca Jožeta, strašni Jože. Strašni Jože. In kako se je ujel z vami? Mislim, da kar zelo odlično. Kranjc? Ja. Super. Ne vem, nekak je partija skup, dobili smo se tam 2003 ali 2000, nekje vem za... Ja, takoj po Rozinetovi smrti smo ta Vajva Zorjove dneve imamo tudi, ne? Ja, ima dušo, mi smo pa nekak smo se vklopili in ni problema. Da je že v penziji, pa komod sodelujemo. Prav zanimivo novoletno praznovanje imate tudi, ne? Imamo, več pa smo imeli tudi zmeri premiero, pred novim letom, pa že skoraj vsako smo imeli pol še silvestrsko predstavo. In po pravici povem, nikoli prazno dvorano, čeprav je izlake so mehne. In potem novo leto pričakate potem skupaj? Ne. Prvih parkrat, ja. Pa ima pa vsak svoje, ne? Ker če recimo, da je zvečer ob 6 predstava, ob 7, pol 8 fertik, pa greš vsak pol silvestrovat. Domov, ne? Domov, ali pa kamorkoli, ne? Saj Slovenija je mehna. Da je še čas, ne? Ja. V svoji glasbeni karieri ste pa eden tistih, ki je kar precej dobro poznal tudi opernega pevca Radka Korošca. Pogosto je prihajal tudi sem vam na obisk. Točno. Korošc je bil, celo stanoval je pri nas. Mama je, vem, včasih imela sobo, je oddajala, ne? Smo bili še otroci, pa je na vrh soba bila, pa je prišel Korošc. Vse drugega tako ni bilo. Korošc je pa rad prišel s familijo, ne? Da je kaj zapel. Poznal sem, jemu je pa tudi hčer, pa sina, tako da smo bili približno tistih let. Fajn, lušten dec. Rad je pa tudi kaj dobrega pojedel, ne? Rad je dobrega pojedel, izpil, zapel. Videl je pa tudi veliko sveta, ne? To, kot ste si ga vi želeli na začetku. Ja, on je pa, se veš, v Španijo je hodil pet, po Italiji, ne vem, kje vse bil. To smo ostaje pa strmeli pa poslušali, ne? Njegove zgodbe, znal tudi lepo povedati. Lepo, znal povedati. In pa si kdaj pohvalil kot pevca? Osebno ne, je pa pohvalil zbor, ker takrat, ko smo ga ustanovili, je izlaški zbor vodil Prašnikar Mirko, to je tle z Gladeža, ne? Je istočasno vodil tudi loški pevski zbor, ne? Tako da imamo dva zbora. Se pravi, je pa bil človek, kako bi rekel, imel disciplino. In več je pel z loškim glasom, ne? Ja, se on je loški glas, on je pol tudi nas, ni več podelavo, da bi mogel oba zbora imeti, tako da smo mi pol dobili, je tudi že pokojni Steban, ne? Imeli smo več pevodi, zbor je, ni dočakal 30-letnice. Zmanjkalo nam je mladih pevcev, pa se je to bolj skršalo. No, nekateri so šli potem v loški glas tudi, ne? Tudi, v glavnem... Vas še kaj mika? Ne. Po pravici povem, da ne, zato ker po prvi konc smo se zmeri kregali, zakaj nas je premalo, ne? Poslušali smo pa tisti, ki smo prišli na vaje, ne? Pevovodita, ker tistega ga ni. Držali smo pa zato tukaj skupaj, ker smo bili fabrički zbor in na vseh pogrebih smo peli, ne? To nam je bila, smo imeli tudi eno dotacijo z firme vsak mesec
in nam je bila to nekako Je težko? volja. Na pogrebih pet. Ja. Če ga nisem poznal, ne. Če sem ga pa poznal, pa po prvič povem, da na teh 2-3 pogrebih enostavno se zatakne, tudi polovica pevcev ni pel. Ne gre. Odpel smo, ampak ne gre to, ne gre, to je težko. Verjetno vas pa zdaj, zadnja leta, največ časa vzame ta ljubezen do čebelarstva. V letošnjem letu bo Čebelarsko društvo Zagorje praznovalo 100-letnico, no vi niste 100 let čebelar, ampak verjetno kar prek 50 ali pa tam nekje. Ja, dolgo sem že čebelar. Jaz se pravim, prej sem že omenil, da spomnim se čebel od Mehnega, ne? Ja. Sam kot Aktivn. aktivn sem mogel ratati po očetovi smrt, ne, od 77 leta. Ne. Mi oče tudi pustil 25 družin. Prej sem pa očetu skozi pomagal, delu, ampak Ste vedeli, kaj vas čaka, ne? jaz sem vedel, kaj me čaka, sam na hitar je bilo. Oče mi je umrl v 2 mesecih in rak, ja, je bil drugače kar hrust, ampak ga je pobral v 2 mesecih. Po zimno, januarja je umrl in mi ostaje 25 pejnov. To je pa rihti, vse sem znal. Ampak, če enkrat pride vse na tebe, malo sem cvikal. Ampak hvala Bogu. Ste splavali? Ja, in zdaj brez čebel ne gre? Ne gre, to te, veš, to je kukar ribič jagar, ki te enkrat to zastrup. Smo 3 otroci, ampak brat se jih boji hudič križa. Sestra tudi se nikoli s tem. Z očitom sem pa skozi hodil zraven, ne? In se me je to parjel. In ste tudi sami imate hčerko in sina? Ja. Ste dobro ženo, mimogrede ste spoznali na plesu na Medijskih toplicah? Ne na plesi. Ona se je izučila v Zagorji, ne? Gostinsko šolo. Čeprav prihaja iz Dolenjska, ne? Ona je iz Brestance, ja. Ašiči izhajajo dol, ne? To je, Ašič je bil stric, ne? Tako da, in tudi je bil civilna priča, ki sva se poročila, ne? V Toplicih sem jo spoznal, kot v kuhinji je bila, ne? V kuhinji, ni bil ples. Ni bil ples. Ples je prišel kasneje. Kasneje. Sta rada plesala, še vedno? Ja. Letos bo zlata poroka, ne? Res je. Že zelo kmalu, ne? Maja, 10. maja. To pa je lepo, ne? Kako? To pa je lepo. Ja, se govorim, bomo malo anduh naredili, ne? In ste na koga že prenesli ljubezen do čebelarstva? Ja. Žena tako živi s čebelarjem, ne? Ne, žena je, tudi doma so imeli, pri njih doma so imeli čebele, tako da ženske ni problema, tudi ne boji se njih, mislim se, jaz sem vam žen zahvaliti, ona to z dizajna, pa jaz bolj čebelar, sicer pomagam, ampak kar je dizajna, kar je tega, to vse veš, to so ženske, ne, to škoda kaj govoriti. Sin, hčerka? Oba, zelo, tudi hčerka u nas sicer ima familijo v Maribori, ampak kadar pride, to ni problema, pomaga, sin pa sploh. Sin, lansko leto sem nekaj marodiral 3 mesece. Je on prevzel? Ja, vse kompletno je vzel v roke in tudi spjalo, tako da hvala Bogu. No zdaj in ta soba, ne, kjer so zbrani vsi produkti naših pridnih čebel, kranjske sivke, ne? Točno tako. Je res fascinantna, ne? Kaj vse čebele dajo, seveda je treba to še potem dati v neko obliko, ne vem, zgoraj. To so, likeri. Veš kako je, jaz, ki je šla hčerka študirati v Maribor, sem jaz spoznal, v Mariboru je bilo društvo medenih pijač. To je nazaj, ne vem, 30 let. In jaz sem se včlanil, ker sem hodil k njej na obisk, sem spoznal prijatelje tam in se včlanil in pa so me, se veš, pa to potegnejo, vzori potegnejo in sem začel ta prvo z medico, to je medeno vino, ne, potem, dober, medeni liker, to delajo vsi, ne, čeprav večina Slovencev tem prav medica, ne, šnops pa med.
No, ampak Mariborčani so me pa prepričali, da sem šel v izdelavo peneče medice, ne. To je šampanc, ne, počasi smo od začetka dali, smo rekli medeni šampanc, ampak niso obstili, ta vinski lobby ni pustil tega izraza, tako da smo mogli čebelari dati. In kakve sestavine so to, samo med? Čista klasika, kukar grozdje. Grozdja. Čista klasika. Sam grozdja ni nič. Ja, med, kvasovke, voda. In to je to? To je to. Isto kot sam, da pri grozdju ni nič vode. Tle pa ne moreš dati vodo, da razrečiš, ne, da povzroči vrenje, ne. Recimo, tlele imamo zdaj vre. To vre aha, vse se sliši. medica. Vsako ja, minutko. medeno vino bo to, ne. Glub naredi. Ja, to traja. To bo hitro, to bo v 2 mesecih bo to čiščeno, zrihtan medica. Šampanc pa 2 let. No in verjetno ste tako tistega iz trte preizkusili kot tega, kateri se bolj prime? Ja, seveda, poslušaj, žena je doma z vinorodnega kraja, ne. Aha. In to je kot cvičk, ampak cvičk ima 7, ne. Aha. Ta ima v 13. Aha. Tako da odgovor na dlani. odgovor je na dlani. Ampak se to ni, ne? To je bolj za aperitiv se za pije, ne. gušt, Za gušt, tako je. za gušt. No, pa še en kup drugih je, ne? To, ko ste rekli, lepo zapakirano vse, potem so razni Ja, to je pa, ja, to je med, kremni med. Aha. Da ne teče, ne? Ko si ga namažeš na kruh. Kremni, veš, kaj je kremni med? Da ga daš tam ne imam tiste mešalc in ga cučeš tukaj, da nekako obliku ubiješ kristale in več ne kristalizira. Aha. Potem pa lahko imaš sam kremni med, to je bel, tam le gor vidiš, kremni med, ne bel. Če pa imaš lahko z dodatkom čokolade, cimeta, pač kol, ne. Odvisno, ne? Odvisno, pa mu umešaš, ne. Želi, potem je pa čisto klasični med, ne? Cvetni, lipov, akacijev, ne vem kaj vse. Ja, to imam srečo, ker imam en čebelnjak, dojke žena doma, ne. Enega imate zgornjih izlakah, Eno iz Zgornje Zlake, enega enega pa Sremič nad Krškem, ne. in tam Doj pa je, ne, doj pa je cvetlični, akacija, lipa, kostan. vi osebno imate pa najrajši Jaz po pravici povem, da gozdnega. gozdnega. O gozdnem Igorju vse. Aha. O gozdnem so od vseh manj do vseh smolj, do vseh podrasti, je tudi cvetličen zraven namešan. Ni da ni, ne. Nekateri pa zelo cenijo tudi kostanjevega, ne? Ja, kostanjev med je pa, Vrečine. ja, seveda, saj veš, kako je kostanj, pravijo, da lahko tudi diabetiki, mačken greni, ima veliko cvetnega prahu, pa No in ta vaš med čebelarjev se kupi tam okrog 9-10 evrov, odvisno, ne? Zdaj v teh velikih nakupovalnih centrih, nizkocenovnih, ga počasih vidimo tudi, ne vem, to je verjetno kar žalitev za čebelarje, 3 evre, 4 evre, ne, za liter. ja, to je, Potem dajo kakšne raziskave opraviti pa... ja, na tem se pa zdaj dela zadnja 2 leta, pred 2-3 letom je bila ena afera, pri nas okrog Na zdravil. Hrvaškem še bolj, ne? Ja. V glavnem, tudi se je začela ta za varno hrano malo bolj angažirati in zdaj zveza, vsaka čast, zveza čebelarska, zdaj dela tukaj z roko v roki, da bojo mogli imeti vsi atest, ne. Tudi uvoženi medovi, ne, ker zdaj, če ti prebereš etiketo na štrsunskem medi iz EU in ostalih, ne, držav, pa pitaj Boga, odkot je. V glavnem, to je uvoz, to ne moreš pa danes, to je tržno, to je ekonomika. Med je še vedno najboljši tisti, ki je kupljen pri znanem čebelarju. 100% med se kupuje pri lokalnih čebelarjih. Jaz recimo na Izlakih sem mentor v šoli, ne vem, 15 let, pa nisem nikoli, včasih je bil medeni zajtrk, se je uvedel, ne, smo čebelari med devali, gešenk, ne, da se je to uvedel. Zdaj, ki je pa to masovno, Vse že prodajajo. ne, vici o tem, da moraš
imeti vsa test medu. Jaz, če dam v šol, jemljajo med od mene tudi, ne, samo med mora biti pregledan, ne morajo, to je fajn, ne, da je iz tega okolja in vsa hrana ne bi bila. Aha. Vsaj v šol, ne. Potem počasih tudi pride kaj iz poljskega, ne? Ja, ampak ne vem, če šola upa to. V šoli imajo kar, vsaj tako pravijo. Strog nadzor, ne? Ja, da imajo. Čeprav so pa, vsaj po zakonodaji, tisto, kar je ceneje, ne? Včasih zmaga. Ja, to je pa tržno. No, propolis, to je tudi zelo pomemben produkt, ne? Propolis, matični mleček, ne? Cvetni prah. Cvetni prah, ne? Za različne bolezni. Vem, da mi je predsednik čebelarjev Boštjan Noč dejal, zdaj na tem Jurčičevem pohodu, da če ne želiš biti bolan, uživaj med. Sigurno. Se je napisalo, tam imam nekaj knjigo brez čebelni življenja ali nekaj takega je naslov. Ne, se je, to je odkar je Boštjan, odkar je Noč predsednik zveze, to je zdala 10-12 let, pa ne sam na račun njega, ampak to je, veš, to je celota. To zveza deluje zdaj ni deni, ne, tako smo uspeli lani z navezo z ministrstvom, da je bil na Združenih narodih priznan 20. maj, rojstni dan Antona Janše za svetovni dan čebele, ne. In to se mi zdi, da je edino po Sloveniji vzeto, kar je v teh praznikih. Ja, kar se tiče medenega zajtrka, ga imajo že Polaki, Avstrijci, te vzhodne države, Hrvati so ga lani, smo šli malo na obisk v Zadar, so naredili tako promocijo. Da se je lahko strah za kranjsko sivko? Ja, je, ker smo posebno na teh obmejnih območjih, ne. Recimo italijanska čebela. To so tiste lepe rumeno. Ja, rumeno ritkoma, ne, zadek. Sam to ne moreš preprečiti, ne, ker truti, ki se grejo parit, ne zbirajo matice, ne, in imamo pa na zvezi organizacijo, preglednike, če imaš ti, da porajtaš, da ima družina čebele z rumenim zadkom, zastonj menjamo matico, ne. To se pravi, tam so take bolj rumenkaste, potem je nemška čebela črna, naša je pa sivka, kranjska sivka in kranjsko sivko vsi ubrajtajo, ne, sicer ni tukaj produktivna? Ja, ni tukaj, tudi je produktivna, sam vic je o tem, da je pri nas v Sloveniji, ajde bo na pamet govorila 6 mesecev, ni paše, ne. Dočim Italijanka ima dol na jugi čez celo leto pašo, ne. Tako da ta kranjska sivka ima izreden razvoj spomlad, ne. Je pa razširjena, ne. Ja, so jo zelo, tudi naši prodajajo te paketne, ja, seveda, to jih jemljajo Francozi, Nemci, kupujejo, ne. In tudi tam verjetno potem pod cenjena, nadzorom, da se preveč ne zmeša. Mi smo hodili, tako gremo na izlete po celi Evropi. Tako, ko imamo mi urejeno v Sloveniji, Igor, vsak čebelnjak ima tablico. Vse imamo registriran. V glavnem vse racnije. Zdaj še enotne etikete, največkrat, ne. Ja, tudi kozarc imamo svoj, ne. Včasih vem, da smo te kozarce zbirali. Ja, od kumarc naprej, sigurno, ne. In recimo Italijani, noben ne ve, koliko jih je. Res pa je, da vsi pa hočejo imeti kvaliteten med. Če oni naredijo analizo, pa ti ga vzamejo, ampak njih ne briga, koliko je čebelarju. Mi pa imamo, to v Sloveniji je zdaj to lepo pošlihtan. Ker smo bolj kot ne, ob koncu oddaje, bliža se res 100-letnica čebelarskega društva Zagorje, kar nekaj predsednikov se je zvrstilo že v teh vaših letih. Res je. V ženskih rokah je zdaj? Prvič v tej stoletni zgodovini je ženska predsednica. Marinka Dolinšek. Marinka Dolinšek, z naše gore list. In tudi ta dom, ne, je še posebno bogat zaradi tega, ker je zraven tako lepo urejena čebelarska učna pot, ne. Poimenovana Valvazorjeva. Valvazorjeva učna pot.
Koliko je stara zdaj? 5-6 let? Več? Ja, nekaj tazga. Kar ne 6 let, ja. In tam so medovite rastline. Medovite rastline, čebelnjak, postavili smo table z opisom medovitih rastlin, z opisom čebele. Lepa skulptura tudi, ki je naredil tudi nekdanji oblikovalec Cvejnega pohištva, ne? Točno. Cvejnih kuhinj. Res je. Res je. Lepo asfaltirano tudi. Ja, no, hvala Bogu, to je, res smo vse udarniško naredili, marbit največ zemeljska dela, da so malo razmetajska, kako kombinir, kot druge pa vse ročno narejen. Tako da je tudi vsak let imamo po 2 akcije delovne, ne, da to očistimo, tako da se vidi do Valvazorjeve kapele, do gradu, da je to očiščen, ne, tako da kar se tega tiče, kapo dol članom, ne, članov nas je okrog 100. Iz kje vas je največ? Mogoče iz Lake, Zagorja? Ja, veš, ta naša zagorska občina je kar velika, ne? Velika, ne. Imamo pa, je par članov, 2-3 Domžalski konc, pa mar biti tudi Starbol, kjer se najde, pa Zlatije, kjer, ampak v glavnem, naš društvo je, kako bi rekel, od vseh slovenskih društv aktivno, ne. Računi, da nas je... So bili tudi vsi predsedniki zelo aktivni, ne? Vsi, mi smo... In tudi, recimo, v tem zadnjem letu, ne, je umrl tudi eden zelo aktivnih čebelarjev, Marjan Skok. Marjan Skok je bil celo predsednik Zveze slovenske, da. Imeli smo pokojnega Guna, ne, učitelj. Aha. To je bil... Seveda mi je učil kovinarski šol. Za 5 zna Bog. Za 4 znam jaz, ne? Znam jaz. Za 3 bi moral ti znati. Za 3 bi moral ti znati, ja. 2 bo. 2 bo, to je 2 bila največje, ja. Aha. Potem je bil Zaletel Ciril, potem je bil Kolenc iz Zagorja. Društvo se imenuje Čebelarsko društvo Zagorja, ne. Sam dom smo postavili na Izlakah, ne, ker... Živi pa še toliko bolj, ker je zraven tako obiskana pizzerija Čebelica, ne. Sigurno, mi smo iskali tudi, kaj bi počeli s spodnjimi prostori, da bi se mi nekako preživeli, ne. Vi ste takrat dobili Kisočana, mislim, da je bil še Kisočan, no? Točno, točno. V Kisovcu Račevič, ker pa smo mislili, da bi bila sam kafana, so rekli, ne bo, ne. In hvala Bogu smo dobili in smo zelo, zelo zadovoljni, on z nam, mi z njim, on skrbi za dom, za izgled, mi skrbimo za okolico, z roko v roki in hvala Bogu, laufa. Jože, sva si že zaslužila en medenjak. 100%. A? Res je. Vi pečete? Ja, jaz ne pečem, jaz ga pojem, ženamo to čez. Vi date sam komando, ne? Tudi to ne. Ne? To imajo vnukinje, kukar zmanjka, babi, peškote. Jože, hvala za vse, kar ste povedali, zanimivo je bilo. Jaz upam, ne, da bova še kdaj kje v naših pridnih čebelah pa še v čem drugem spregovorila. Ni problema, Igor. Hvala lepa. Drce. Se bom. Hvala pa tudi vam za pozornost. Hvala tudi vsem pokroviteljem, ki naju z Matjažem podpirate, da lahko oddaje snemava. Če boste pa spremljali moj Facebook profil, boste pa videli, opazili tudi vedno kakšno nagradno igro povezano z oddajo. Pa srečno!